Danes smo tukaj na tem spominskem obeležju vsem otrokom, ki so v nehumanih postopkih namernega končanja življenja pred rojstvom izgubili življenje v Sloveniji v preteklem letu. Le v enem letu namreč izgubimo okoli 240 šolskih razredov otrok, ki nikoli ne bodo obuli svojih čeveljčkov, nikoli ne bodo praznovali svojega prvega rojstnega dne in nikoli ne bodo svojih staršev poklicali mama, oče. To je zelo žalostno, da je javno sprejemljivo, da se en človek lahko postavi v vlogo odločevalca ali ustavi bitje srca drugemu človeku. Od spočetja naprej je človek že človek, zato ne ustavimo bitja srca ne malim v maternici, ne ostarelim ali bolnim. Zato jaz še enkrat pred tem krivičnim zakonom, ki se nam obeta, pozivam vse, da se oglasijo na upravni enoti oziroma oddajo podpis elektronsko in da naredimo vse, kar je v naši moči, da bo prišlo lahko do razpisa referenduma. Kot tudi vse vabim že čez 3 dni, da pridemo na Pohod za življenje v Ljubljano, 4. oktobra, torej ob 9:30 na Prešernovem trgu in pokažimo Sloveniji, da spoštujemo življenje od spočetja do naravne smrti. Zdaj mogoče kogar zanima, če kdo želi, lahko tudi povemo, da bodo z nami predstavniki zdravstva, z nami bo zdravnica, gospa Bojanka Štern, z nami bodo ljudje, ki delajo z umirajočimi, to bo gospa sestra Emanuela Žerdin, in pričevala bo tudi mlada nogometašinja, ki ima sama bratca z Downovim sindromom, bo povedala, zakaj si ne želi, da bi bil kaj drugačen. In tudi gospod Igor bo povedal zelo globoko in čustveno pričevanje o tem, kako je sam preživel skorajšnji splav. Z nami bodo tudi predstavniki organizacij, ki skrbijo za mamice pred in po splavu, Zavod Živim in ostale druge organizacije, ki se trudijo v Sloveniji, da pomagajo mladim in potem tistim, ki so že trpijo po splavu. Tako da lepo vabljeni še enkrat 4. oktobra ob 9:30.